Zmagovalec Boba leta 2011 je Peter Boštjančič. Ste pričakovali zmago, da bo vaša izjava tista? Ne, sploh ne. Naravno sem zdaj razlagal, da kljub pogovorom z gospodično Miličević niti nisem mislil priti. Pa so me zadnji trenutek pripričali, tako da sem prišel in sem dejansko presenečen. Kaj ste želeli povedati z izjavo? Glejte, mi zdaj živimo v enem času, ki je seveda kaotičen, zmeden, ki je nevreden slovenstva. Mi imamo ene tajkune, ki so popolnoma brez vsakega pokradli, državo in tako dalje. Medtem ko je človek, ki ima neko vest, ki hoče delati in tako dalje, je razosebljen. In zdaj pa, če ti vzameš človeku njegovo osnovo, se pravi, to je, da lahko dela in da lahko na podlagi tega dela se pokaže z nekim jasnim obrazom, z nekim, se pravi, da ima nekaj za sabo, pa tudi če zasluži 700 evrov, je on takrat živ človek, drugače je pa mrtev, so ga ubili. Po Slovencev je ubitih. Vaša ocena današnje prireditve in Tadeja Toša? Mislim, da je bila prireditev res vrhunska, vse tako je bilo čutiti po tem, kako je reagirala publika. Bili so navdušeni, bili so vzhičeni pravzaprav na trenutke na to izjemno ostro politično satiro, bi rekel, ampak ta mora biti taka, sicer je bolje, da je ni. Če je reči Bob, povedati nekaj neposredno, brez ovenkarjanja, ne zaviti celofan in še hkrati stopiti pred medije in to povedati medijem, potem nedvomno za tem stoji ogromno poguma in verjetno velika osebnost. In če pogledam vse nominirance in njihove izjave, smo imeli danes opravka z res velikimi osebnostmi, ki so nam namenili te svoje lucidne izjave. In sama prireditev, seveda, če še temu dodamo Tadeja Toša, ki je izvrstno vodil tudi tokrat našega Boba, potem nas Mariborčano večerico ne rabi biti danes sram pred celotno Slovenijo. Ja, gospod Toš je profesionalec, je genialec, bi lahko rekel, za nekoga, ki sedi v prvi vrsti in je tudi, bi rekel, tarča politične satire, je včasih mogoče malce neprijetno, ampak ni hudega. Mi je všeč, ker je do vseh enako, kako bi rekel, oster. Tako da zelo zabavno je bilo, sem užival. Zelo nam je bila vsem skupaj všeč. Zanimiva, provokativna. Tadej Toš kot voditelj vedno hodi po robu, je šel po vašem mnenju čez? Ne, mislim, da se je kar držal nekega nivoja. Toš je bil na pravem robu, zelo pravem robu in ena satira in to, kar on zna, mislim, da je dobra, da je ostra, da je brezkompromisna, zelo v redu. Kako ste zadovoljni z zmagovalno izjavo? Glede na to, da jo je izrekel član našega dramskega ansambla, smo zelo zadovoljni. Moja je bila sicer Partličeva. Imam rada Partliča, ampak tudi ta je bila domiselna in zanimiva. Ker sem insider in ker poznam številke, lahko povem, da je ta izjava, se pravi, zmagovalec krepko nadvladal vse ostale. Jaz mislim, da je seveda tudi to odraz današnje situacije. Pravzaprav vse izjave, če pogledamo, imajo nek skupni imenovalec, trenutno stanje malo obarvano seveda za krizo, tudi z družbeno krizo in verjetno je bil tudi razlog, zakaj je ta zmagovalna izjava tako zarezala med Slovence, da so naklonili toliko glasov. Odlično, prava izjava, podpišem takoj. Tako so odločili bralci večera oziroma tisti, ki so glasovali. Mislim, da je bila dobra izjava. Je pa bil gospod Peter Boštjančič, kot mi je zaupal, zelo presenečen nad tem. Politika je pri nas prevzela neko zastavo, ki je ne bi smela imeti. Politika je v bistvu servis nas, ljudi, ki delamo, ki se trudimo in tako dalje, ne pa obratno. In to je pri nas pervertirano, ker je vse obrjeno. In oni bi se morali zavedati, da dejansko oni služijo, ne pa obratno. Oni se zdaj
vse vidite, kamorkoli se obrnete, to so šerifi, njih zanima moč, njih zanima oblast, njih zanima ne pa dobrobit naroda. Ne.